Razgledi in razmisleki. Tanja Maljarčuk je ena najbolj uspešnih ukrajinskih pisateljic, ki pa zadnja leta zaradi vojnega stanja v svoji rodni deželi in posledičnega spraševanja o smiselnosti svojega početja ne zmore pisati. Že 14 let živi na Dunaju, kamor jo je, kot pravi, pripeljala ljubezen. Drugače torej kot mnoge druge Ukrajinke in Ukrajince, ki so v zadnjih letih morali zapustiti svojo domovino. Ich hatte das Glück in meinem Leben, dorthin zu gehen und deswegen wegzugehen, wenn ich will und wohin ich will. V življenju sem imela srečo, da sem lahko odšla, kamor sem hotela in ko sem hotela, v nasprotju s številnimi ukrajinskimi ženskami in otroki, ki so morali pred 4 leti zapustiti državo. Na Dunaj sem se preselila leta 2011 zaradi ljubezni. In to zaman. V mojem življenju je ljubezen vedno igrala veliko vlogo. Zdaj je ne več. Odločitev se je zdela lahka, čeprav tega nisem nikoli načrtovala, tudi nisem vedela, kaj pomeni biti migrantka v kulturi in v jeziku, ki sta zelo zahtevna in pravzaprav zaprta, in znotraj katerih se boš kot tujec vedno počutil nekoliko manj vrednega. Nisem bila več mlada, moja socializacija je bila že zaključena, bila sem Ukrajinka z vsemi kulturnimi značilnostmi in ozadji. Moj kovček je bil sicer majhen, vendar zelo težak. Na Dunaj sem se preselila z majhnim, a težkim kovčkom in šele pozneje sem razumela, da je bilo zame lažje zapustiti državo tudi zaradi političnih dogodkov v Ukrajini v tistem obdobju. Leta 2010 je predsednik postal Viktor Janukovič, proti kateremu smo leta 2004 med oranžno revolucijo v Kijevu na Majdanu tako silovito protestirali. Kljub vsemu je prišel na oblast. V trenutku, ko je na oblast prišel človek s kriminalno preteklostjo, sem pomislila, da tej državi ni več rešitve. V meni se je nekaj prelomilo. Pomislila sem, prav sama ne morem ničesar storiti, in sem odšla. Šele leta 2014 sem spoznala, kako zelo sem se zmotila. Te dežele ni tako lahko zlomiti. Leta 2014 je namreč prišlo do velikega odpora in ta zadnja revolucija je bila res zmagovita. Rekla bi, da je pomenila preporod Ukrajine. Iz tega sem se veliko naučila. Vedno znova se učim od svojih rojakov, kako biti pogumen, kako je sploh treba razmišljati. Überhaupt denken soll, ja. Čeprav že dolgo živi v tujini in delno celo piše v nemščini, je Tanja Maljarčuk še vedno zelo tesno povezana z Ukrajino. Wenn man das vergleicht mit einem Mantel, dann ist das sehr schwierig auszuziehen. Lahko bi uporabila primerjavo s plaščem, ki ga je zelo težko sleči, vseeno kje si. Tudi če si nekje, kjer je zelo vroče, tega ne moreš. Verjetno zato, ker sem bila že prej preveč ukoreninjena v ukrajinski kulturi, v ukrajinski literaturi. Mislila sem si, saj samo zamenjam državo, zame to ne more biti težava. Mislila sem si, da pač živim v svetu, v katerem to ni nikakršna težava, v katerem to, kje živiš, ne igra več nobene vloge. Niti pomislila nisem, da obstajajo tako visoki zidovi, meje, ki jih ljudje jemljejo zelo resno. Živela sem z občutkom, da bo celotna Evropa slej ko prej postala skupen življenjski prostor. Potem pa sem dobila še en plašč, nemški jezik, kulturo v nemškem jeziku, avstrijsko kulturo in zdaj kot kak osel nosim 2 plašča. To je moja usoda, proti temu ne morem nič. Je sicer obogatitev, je pa tudi zelo težko breme. Verjetno pa drugi ljudje doživljajo hujše stvari. Vielleicht haben die anderen Menschen schwierigere Sachen zu erleben. Leta 2022 je izšla zbirka esejev z naslovom Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. Samo izdihnemo, zgodba se bo takoj nadaljevala. Večino besedil v njej je Tanja Maljarčuk napisala v nemščini. Kako doživlja pisanje v tujem jeziku?
Man verliert was natürlich, wenn man versucht, in einer fremden Sprache zu schreiben, die man nicht von Geburt an. Seveda se nekaj izgubi, če skušaš pisati v tujem jeziku, ki ga ne poznaš od rojstva. Nemško sem se začela učiti šele pri 27 letih, kar je veliko prepozno. Jezika nikoli ne bom obvladala kot materinščino in tudi ne bom mogla tekoče pisati. To mi je bilo jasno od vsega začetka. Sicer pa nisem nikoli nameravala pisati nemško. Menim, da morajo tudi prevajalci opravljati svoje delo. Po drugi strani so me politične okoliščine prisilile, da sem začela pisati v nemščini. Leta 2014 v času Majdana je bilo v nemško govorečem prostoru zelo malo ljudi, ki bi bili zmožni predstaviti ukrajinsko perspektivo. Novinarji so takrat naleteli name. Tule je ukrajinska pisateljica, ki živi na Dunaju, zna nekoliko tudi naš jezik in sem začela, pravzaprav sem to morala. V nemško govorečem prostoru je bilo takrat izjemno težko, skoraj nemogoče zagovarjati ukrajinsko perspektivo. V medijih so prevladovala proruska stališča, naprimer to, da pri Krimu ni šlo za okupacijo, da ni šlo za rusko invazijo, da je Ukrajina država samo na pol, da so v Ukrajini na oblasti nacisti, kar nikoli ni držalo. Desnica v Ukrajini nikoli ni bila na oblasti. Prevladovali so hudi stereotipi, naprimer, da je Ukrajina tako in tako del Rusije. Proti tem stereotipom se je bilo skoraj nemogoče boriti. Tudi meni seveda ni uspelo, da bi kaj spremenila. Sem se pa spremenila jaz. Zaradi vsega tega sem začela pisati krajša besedila v nemščini. Tako se je zgodilo, da delno pišem tudi nemško, dejansko pa se pri daljših besedilih držim ukrajinščine. Leta 2016 je izšel moj roman Pozabljenje, ki sem ga napisala v ukrajinščini in tako bo ostalo. Moji bralci so predvsem Ukrajinci, če bom sploh še kdaj kaj napisala. Also in diesem Essayband sind quasi so kurze Texte, die zwischen 2014 V tej knjigi esejev, samo izdihnemo, zgodba se bo takoj nadaljevala, so objavljena krajša besedila, ki so nastala med letoma 2014 in 2022 v obdobju po začetku hibridne vojne v Ukrajini pa do invazije. Zbrala sem jih iz različnih medijev, tako sta predlagala založba in moj partner. Večino besedil v tej zbirki sem res napisala v nemščini, 2 sta prevedeni. Je pač tako, da kolebam med 2 kulturama in 2 jezikoma. Pogosto pravim, da živim med 2 bregovoma. Dejansko živim na mostu. Nisem več doma v Ukrajini, nisem pa tudi zares v nemško govorečem prostoru oziroma v Avstriji. Sem pač nekje na mostu. To je moja usoda, da sem na mostu in vedno skušam prikazati različni perspektivi obeh strani, čeprav je to zaradi velikih kulturnih razlik izjemno težko. V nemško govorečem prostoru slabo razumejo, kaj pomeni, da je nekdo preživel sovjetske čase, kako izjemno mučno zgodovino je imela Ukrajina v 20. stoletju, kako težko je vedno biti v vlogi žrtve. Nato pa se ta žrtev nenadoma dvigne in reče: ne, nočem v množično grobišče. Oni pa rečejo, da ne razumejo. Tisti, ki so bili v zgodovini vedno agresorji, nikoli žrtve, rečejo, ampak vojna je hujša. Težko jim pojasniš, da je slabše umreti neznan v množičnem grobu, kar se je v Ukrajini skozi zgodovino vedno dogajalo. Najpreprostejše stvari je pogosto najtežje razložiti. Kaj sploh pomeni mir? Kaj sploh pomeni svoboda? Občutek imam, da Ukrajinci zdaj pojasnjujejo tudi, kaj pomeni demokracija. Mislim, da mnogim ljudem na Zahodu ni čisto jasno, kaj je dejansko demokracija in da ni nekaj samoumevnega, da gre pravzaprav za nenehen boj. Demokratie ist und dass das nicht selbstverständlich ist, dass das die ganze Zeit einfach nur Kampf ist. Ja. Tanja Maljerčuk v svojih knjigah načenja teme in poglavja ukrajinske zgodovine, o katerih je bilo v javnosti dolgo časa prepovedano govoriti in razmišljati.
Kakšni so odzivi bralk in bralcev na takšno osvetljevanje zgodovine, na primer osvetlitve gladomora, organizirane lakote v letih 1932 in 1933 strani Sovjetske zveze, zaradi katere je umrlo več milijonov prebivalcev takratne Ukrajinske socialistične Sovjetske republike in ki ga je 33 držav, med temi tudi Slovenija, uradno priznalo kot genocid ukrajinskega naroda. Nach der Invasion war ich die ganze Zeit auf den Bühnen, sehr oft. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Po invaziji sem bila veliko na odrih, v Nemčiji, Švici, v Avstriji, kjer sem lahko govorila nemško. Na odrih pa sem bila vedno skupaj z zgodovinarji, kot da bi bilo samoumevno, da ima pisateljica kaj povedati skupaj z zgodovinarji. Najpogosteje sem slišala stavek: o Ukrajini nismo vedeli ničesar. Tako da sem bila postavljena v vlogo skupaj z zgodovinarji, da sem razlagala o Ukrajini, tudi o njeni preteklosti. Zato, da bi pojasnila vse skupaj, predvsem ukrajinsko različico povezav med Ukrajino in Rusijo, sem morala začeti zgodbo v 17. stoletju ali celo prej. Rusko različico pozna mnogo ljudi iz raznih knjig o zgodovini Rusije, z ukrajinske perspektive pa so stvari videti precej drugačne. V nemščini obstajata samo 2 tanki knjigi o zgodovini Ukrajine, in sicer iz 1990 let. To je to. Meni je vseeno, ali je zgodba Ukrajine ljudem znana ali ne, vendar gre za to, da so ljudje pripravljeni sprejeti rusko propagando, dokler ne spoznajo ukrajinske plati zgodbe. Če želimo razdreti imperialistični narativ, moramo povedati drugo različico zgodovine, ta pa ni še niti izčrpno zapisana. Gre za proces, v katerem smo ta hip. Tudi veliko ruskih umetnikov z različnih področji je imelo prednike, ki so bili Ukrajinci, Belorusi, Gruzijci in pripadniki drugih narodnosti. Podobo velike Rusije moramo dekonstruirati. Dokler tega ne storimo, bo težko zmagati v tej vojni. Diesen Krieg überhaupt zu gewinnen. Prvi roman Tanje Maljarčuk, biografija naključnega čudesa, ki je v izvirniku izšel leta 2012, zdaj pa ga lahko beremo tudi v slovenščini, je postavljen v 90. leta prejšnjega stoletja v mestece San Francisco na zahodu Ukrajine. To je po osamosvojitveni čas države, ki le navidezno sledi demokratičnim idealom. Vladata revščina in nasilje. Ljudje, ki jih spoznamo v pripovedi, predvsem egoistično poskušajo poskrbeti zase. Poleg tega se trudijo, da drugim ne bi uspelo in drug drugemu spodnašajo tla pod nogami. Glavni lik je Lena, veliko preveč idealistična oseba za prostor, v katerem je doma. Odkot inspiracija za Leno? Ich musste nicht lange nachdenken. Ich glaube, dass das ist mein alter Ego natürlich. Ni mi bilo treba dolgo razmišljati. Mislim, da je to moj alter ego. Del mene je še vedno izrazito idealističen, verjame v ideale, načela, v dobro v človeku in v družbi. Roman sem napisala leta 2011, izšel je leto zatem. Zgodba se je rodila iz mojega velikega razočaranja, o katerem sem že govorila. Izgubila sem upanje, da bo Ukrajina postala demokratična in evropska, da se bo nekako uspela izvleči iz ruskega močvirja nasilja. Protagonistka romana se poskuša boriti proti svetu, proti vsemu, kar zazna kot nepravičnost, nasilje. Verjame, da se bo s tem, ko bo sama povzročila majhne spremembe, spremenil svet. Vse, česar se loti, spodleti. Loti se reševanja psov, želi pomagati svoji prijateljici, ki je zaradi nasilja, ki mu je izpostavljena doma, invalidka. Spodleti pa ji zato, ker je v svojem poslanstvu vedno sama. To zdaj razumem. Od leta 2014 je tudi Ukrajincem bolj jasno, da ti lahko samo spodleti, če se zadev lotiš čisto sam. V skupini postanemo močnejši. Majdan je bil mogoč samo zato, ker se je rodila civilna družbena iniciativa. S to knjigo sem prepoznala, da se v Ukrajini počasi rojeva ta iniciativa. Knjiga je zahtevna. V Ukrajini se ob branju niso smejali.
v tujini pa knjigo dojemajo drugače. Pred časom sem bila v Rigi, kjer so mi rekli, kako smešna, ironična je ta knjiga, pri tem, da je bila v Latviji podobna situacija kot pri nas. Vsekakor mislim, da gre knjiga tistim, ki so doživeli postsovjetsko, postkomunistično družbo bolj pod kožo kot zahodnjakom. Oni roman dojemajo kot karikaturo, kot šalo, za nas pa to ni šala. Und für uns ist das kein Witz. Kako pa bo po mnenju pisateljice Tanje Maljarčuk videti življenje vsak dan v San Franciscu dogajalnem prostoru romana Biografija naključnega čudesa, ko se bo vojna v Ukrajini, ki se zdi tako brezupna, končala? Ja, wie Sie selbst gesagt haben, es gibt keine Aussicht, dass der Krieg zu Ende kommt. Und deshalb ist das eigentlich unmöglich. Kot ste sami povedali, ni videti, da bi se vojna kmalu končala, zato težko kaj napovem. Predvidevam seveda, da bodo ljudje po vojni izjemno izčrpani, še več ljudi se bo izselilo. Ti, ki bodo ostali, bodo utrjeni, trši. Nobeni družbi vojna ne koristi. Zanimivo pa mi je videti, kako pomembna je Ukrajincem kultura. Samo v tem letu je v državi vzniknilo 10 novih literarnih festivalov, tudi v mestih, kjer si tega ne moremo niti zamisliti, na primer v Odesi ali Harkovu. V Kijevu odpirajo nove knjigarne, dogodkov se udeleži neverjetno število ljudi, predvsem mladih. Ukrajina je ta hip izjemno živa, če si tam, imaš občutek, da si res sredi pomembnega zgodovinskega dogajanja. Ko sem bila lani na knjižnem sejmu v Kijevu, so bile vrste ljudi, ki so čakali, da jih bodo spustili noter dolge več kilometrov. Ljudje tam na veliko kupujejo in berejo knjige. Zatem gredo na pogrebe svojih prijateljev, sosedov, družinskih članov. To se dogaja istočasno in to je absurd vojne, ki ga, če gledamo od zunaj, ne moremo razumeti. Pisateljica pravi, da sama ta hip zelo malo piše, ker se sprašuje o smiselnosti tega početja. V čem vidi svoje poslanstvo? Sie haben richtig das Wort Mission genutzt. Es ist tatsächlich ein bisschen wie Beseda poslanstvo je prava izbira. Trenutno res bolj malo pišem beletristike, sem se pa lotila velikega projekta, pri katerem sem glavna urednica. Klasična literarna dela ukrajinskih avtorjev in avtoric izdajamo v nemških prevodih. Do zdaj ni bilo prevedeno še nobeno teh del. Za nemško govoreče prebivalstvo se ukrajinska literatura začne z letom 1991. Sprva bomo pri znameniti nemški založbi izdali 8 knjig. Ponosna sem na ta projekt. To je trenutno moja naloga. Pokazati, da ima Ukrajina močno zgodovino, tradicijo, literarno zgodovino. Čim bolj neznani kot smo, tem težje prepričamo svet, da imamo pravico do obstoja. V nekem intervjuju je Tanja Maljarčuk rekla, da literatura ni pomagala ustvariti sveta brez nasilja. Ali je kdaj verjela, da ima književnost takšno moč? Ich war idealistisch, das stimmt. Ich habe geglaubt, dass jeder Autor, jede Autorin Bila sem idealistična. Verjela sem, da vsak, ki piše, potihem verjame, da lahko s svojim ustvarjanjem malo izboljša svet, spremeni svet. Predvsem, če pišeš družbeno kritična besedila, to seveda počneš zato, da bi vplival na stanje stvari. Ko se je začela vojna v Ukrajini, sem dojela, da je takšno prepričanje prav tako nesmiselno oziroma da ne spremeni ničesar. Tako je, kot če bi kamne metala z ene strani sobe na drugo stran. V takem ekstremnem primeru, kakršna je vojna, je premalo, če se ukvarjaš s književnostjo. Če bi bila bolj pogumna, bi šla v vojsko, ker pa nisem, poskušam delovati na druge načine. Skoraj 4 leta so dolgo obdobje. Na začetku vojne sem doživela šok in sem v sebi čutila močno nujo po ukrepanju. V sebi sem čutila bes, energijo. Potem je sledilo leto dni globoke depresije. Pred kakšnim letom sem srečala pisateljico iz Afganistana, ki mi je rekla, da se bom navadila na vojno stanje. Jaz pa sem ji odvrnila, da se na to ne bom navadila, da se mi še borimo, da za vsem dogajanjem pri nas še vedno stoji civilna družba. Zdaj živimo v naporni resničnosti, ki jo sama težko ubesedim, saj poskušam iskati neke metafore,
Ampak v resnici ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala vso to grozo, umiranje, uničenje. O tem ne morem lepo pisati. Kot pisateljica pa vendarle moram napisati nekaj lepega, da bi vzbudila pozornost. To počnem za nas vse. Aufmerksamkeit zu bekommen für uns alle. Ja. Razgledi in razmisleki.